Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Isti čas je Jezus rekel svojim učencem: vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte. V hiši mojega očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel, odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot, kamor grem, poznate. Tomaž mu je rekel: Gospod, ne vemo, kam greš, kako bi mogli poznati pot? Jezus mu je dejal: jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k očetu drugače kot po meni. Kristusov evangelij. Dragi žalujoči, sorodniki, bratje in sestre, zbrali smo se ob žari pokojnega Franca Perhoča, da bi se od njega poslovili. Čeprav težko dojamemo, da ga ni več med nami. Ob njegovi smrti spoznavamo, kako dragoceno je življenje, ki nam ga je Bog podaril. Kako dragocen čas in vsak dan, ki ga preživljamo skupaj. Ob pogrebnem slavju se Bogu zahvalimo zanj, za očeta, za moža, za prijatelja, sorodnika. In prosimo, da bi bili Bogu všeč, ker se bomo tudi mi morali prikazati pred Kristusovim sodnim stolom in bomo ponovno združeni s pokojnim Francem, kot smo to slišali v berilu. V svojem imenu in v imenu župnika Jožeta izrekam sožalje za obljubo molitve. Četudi so naša srca polna bolečine in žalosti, se Bogu zahvalimo za vse dobro, s katerim je obdaril našega pokojnega brata, očeta, in sklikajmo: hvala ti, Gospod. Za vsa leta, ki jih je pokojni preživel med nami. Za sveti krst, s katerim si pokojnega Franca sprejel za svojega otroka. Za njegovo ljubezen in skrb, ki jo je izkazoval svoji družini in vsem, ki so ga poznali. Za njegovo potrpežljivost in vdanost v Božjo voljo o prenašanju trpljenja. Spomin našega krsta in znamenja upanja, da bo Bog pokojnemu in nam vsem dal novo in neumrljivo telo, blagoslavljam to upepeljeno telo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.